Viva podcast za višjo kakovost življenja. Predstavljajte si, da vsak dan nosite s sabo vrečo cementa. Približno tako se je počutil 43-letni Matjaž Mikoletič, ki ga je debelost že krepko omejevala pri njegovem hitrem in adrenalinskem življenjskem tempu, dokler se ni odločil za spremembo. V tokratnem podcastu skupaj z njim in internistko Ajdo Urbas, ki se ukvarja tudi z zdravljenjem debelosti, govorimo o tem, kaj pri hujšanju dejansko deluje, kolikšna izguba teže že pozitivno vpliva na zdravje in počutje, pa tudi zakaj je pri izgubljanju telesne mase dobro imeti podporo zdravnika. Če vas zanima, katere napake lahko naredimo in kako se telo pravzaprav odzove na izgubo teže, prisluhnite Matjaževi zgodbi. Jaz sem bil med debelejšimi, ne. Mislim, dal sem se tudi testirati gene moje in imam ta gen, da lažje nabiram maščobe, ne. Ampak krivo je večinoma življenje, ne, ne prav način življenja je kriv, ne. Zato in tu sem mogel spremeniti, ne. Da je tu začel biti problem, ker se nisem recimo več mogel z bazena ven potegniti, ko ni imel stopnic, ne. Ali pa take čisto vsakdanje stvari, ne, imel sem 111 kil, to je bil moj rekord, ne, na mojo višino, ki je 175 centimetrov, ne. Danes jih imam pa 71,5, ne. Sicer nikoli ni bilo neki ful ekstremno, niti ne krvni pritisk, niti ne holesterol, vse je bilo valjda v zgornjih mejah, ne, ampak seveda so mi tudi zdravniki govorili, sam sem vedel in družina in žena in vsi so mi to govorili, da dolgo ne bom mogel tako živeti oziroma da bom zaradi tega prej umrl, ampak tu me ni neki ful motilo, no, ali pa da bi me spodbujalo k nečemu, k neki spremembi. Motilo me je bolj ta vsakdanjik, tu mi je dalo največ problema. Tu pa se nisem mogel z malo višjega bazena gor potegniti, ne. Pa jaz, kakor tehnični potapljač, sem bil vajen prej se potegniti ven, ne vem, s 100 kilami opreme na hrbtu, smo se iz jezera, ledenega jezera na led vlekli ven. In potem v enem momentu, po 10 letih, pa sam svoje teže nisem mogel več potegniti ven iz visokega bazena, ne. 1 meter gor se potegniti, recimo, ne. In to mi je dalo misliti, ne. Potem sem še v istih dneh sem stopil na tehtnico na letališču, kamor se odlaga potovalke, in sem videl, da imam 111 kil, ne. In sem se odločil za spremembo, ne. Dolgo sem iskal to pravo pot, ta pravi način, kako to narediti, da bi shujšal. Ni mi ratalo sprve, ne. Tak tip sem, ne, da živim dejansko polno agresivno življenje, ogromno potujem po tropskih državah, tam vse skupaj, ne, sem 3-4 mesece letno po raznih destinacijah. Kakor sem že prej omenil, sem potapljač, inštruktor, sem tehnični potapljač. Imam še polno drugih hobijev, rad se rolam, ne, problem je tudi hobi hrana, rad kuham. Ta je navzkriž z vsemi ostalimi. Kaj pa vem, vsa ta teža me je pol dosti motila, ne. Večinoma v življenju pri osebah, ki imajo bodisi težave s samopodobo ali pa dejansko debelostjo, ne, pride do večkratnih poskušanj izgube telesne mase oziroma hujšanja, kar je tudi v bistvu Matjaž povedal, ne. Je rekel, da je že večkrat poskušal, pa nekako nikoli ne pride do tega, ker v bistvu ni toliko težava v sami izgubi telesne mase, ampak predvsem v vzdrževanju te dolgoročne zdrave telesne mase oziroma zdrave telesne maščobe. In v bistvu ta maščoba, ta odvečna maščoba je pa tista, ki dejansko moti zdravje. Se pravi, moti delovanje telesa, moti delovanje organov, dela okvarjena organov, povzroča to nizkointenzivno vnetje in s tem v bistvu ogroža za določene kronična obolenja, med njimi najpogostejša sladkorna bolezen, različna srčno-žilna obolenja, kot so arterijska hipertenzija, hiperholesterolemija, srčno-žilna obolenja, kot so recimo srčni infarkt, možganska kap,
in mogoče pač druge bolezni. Tudi rakave bolezni recimo so povezane z nizkointenzivnim vnetjem, a ne. Tako da v bistvu debelost oziroma prekomerna telesna maščoba vodi v različne bolezni, in zato je dejansko problematična. Debelost sama po sebi mi sicer opredelimo s številko na tehtnici, a ne. Se pravi, to je tisti začetek, uvodni način, kako mi debelost dejansko opredelimo. In ko ima oseba neko številko kilogramov, ki je v primerjavi z višino pač previsoka, glede na indeks telesne mase, takrat dejansko govorimo lahko že o debelosti ali pa tudi še ne. Vedno je pomembno, da zraven opredelimo še neke druge antropometrične meritve, kot so na primer obseg pasu, ali pa recimo lahko meritev kožne gube, lahko meritev na raznih teh bioimpedančnih tehtnicah oziroma neke naprednejše metode, recimo, da opredelimo maščobo. In šele takrat, ko dejansko mi lahko opredelimo, da gre za presežek maščobe, takrat govorimo o debelosti, ki moti zdravje. Se pravi, ta debelost, ki jo dojema posameznik, pa debelost, ki jo v bistvu dojemamo zdravniki, je lahko različna, ne. To je mogoče treba poudariti. In zato je zelo pomembno, da z zdravniki spregovorimo o tem, ne. Zdaj, zdravniki smo dolga leta, a ne, tudi jaz, konec koncev smo dolga leta z bolniki se lahko pogovarjali samo o tem, da lahko manj jejo pa več se gibajo, ne. In vsak bolnik, ko je prišel v ambulanto, še danes mi govorijo nekateri bolniki, kako so se zdravniki dejansko drli na njih, a ne, da so se drli na njih, ker niso bili disciplinirani, ker niso ubogali recimo navodil in so poslušali navodil. In to je bil v bistvu praktično edini način. Poskušali so že ogromno zdravil, ampak doslej niso bila nobena tako uspešna, a ne. In resnično smo mislili, da je to samo problem samodiscipline, ne. Se pravi, da je problem dejansko v posamezniku samem, ne pa toliko v sami biologiji. Ampak danes vemo, da je ta biologija izjemno pomembna in tudi zato je ta izguba telesne mase izjemno pomembna. In ko ti nekdo reče, da pravzaprav ne poje toliko veliko, pa se vseeno redi, a ne, je pomembno, da jim verjamemo. Zato ker je na nivoju posameznika pač na nivoju posameznika določeno, kako kopiči telesno maso. Klik v glavi je v bistvu ta aktivacija našega izvršnega dela možganov, ko mi rečemo, okej, zdaj pa dovolj, a ne. Ampak tudi ta del potrebuje ogromno potrpežljivosti, leta in leta dela, ne, ne konča se z izgubo telesne mase. Matjaž je izgubil telesno maso, ampak pri njemu ni tako, da zdaj bo pa kar imel zdravo telesno maso. On mora zdaj celo življenje slediti temu, slediti v bistvu rednim obrokom, slediti temu, da pač dovolj spi, da v bistvu dovolj zdravo živi, da se res redno telesno giblje, a ne. Čim bo malo popustil recimo v tej, recimo temu samodisciplini, se bodo kilogrami najverjetneje začeli nabirati nazaj. Mislim, da nisem jaz eden od teh ljudi, ko ima pač to toliko pač to predispozicijo, da sem pač debel, tudi če imam ta gen. Ampak jaz mislim dejansko, da sem se čisto prenažiril in v hrani užival, jo imel kot hobi. In tudi če gledam mojo zgodovino, kako sem se redil, jaz sem se vsako leto zredil po 2 kile. Ampak na določeno število let je to ratalo 40 kil, ne. Ja, kako sem pa začel? Ja, začel sem itak vedno napačno. Zdaj ti miti, ko so na cesti, ko ti ljudje razlagajo, ja, samo kruha ne smeš jesti, samo krompirja ne smeš jesti, pa boš itak shujšal. Pač to je laž, ne. Ker dejansko jesti moraš, dejansko z vidika kalorij je tale kruh pa tale krompir najmanj pomemben.
In noben pa več ne omeljuje maščob, ne. Vsi govorijo samo o teh beljakovinah, proteinah, tu je zdaj ratal itak cel marketing ven s tega. In precenjeval sem tudi ta sprehod, ne, kaj je teh 5 kilometrov, mene so noge bolele po 5 kilometrih, ko sem prišel domov, sem se samo na kavču legel, ne. In zaradi tega sprehoda sem si lahko itak spekel 4 piščančje tačke več, ne, tako da sem namesto se jih pojel 4, sem jih pojel 8, ne. Kar sem spet dobil, ne, pač toliko več energije, da je šlo vse v špeh, ne. In kile so se dejansko še bolj hitro nabirale, kakor prej, ki nisem hujšal. Najbolj zmagovalna kombinacija je, da sem si pomagal s ChatGPT-jem in da mi je on razložil določena dejstva. Potem sem delal razne poskuse, kaj mi bolj sede, ali da imam poln želodec pa jem bolj revno hrano, potem sem itak začel opazovati, če ne vnesem dovolj količine maščob, da sem še bolj lakšen, kljub temu, da imam čisto nabit želodec, ne. In sem raziskoval in na koncu sem prišel do zaključka, da jaz moram vse, da samo manj. Ampak še vedno držim pa teh 2 grama beljakovin na kilogram telesne teže, ker si gradim mišično maso, ne. Shujšati je easy, pač shujšati je lahko. Pač eno leto pa si suh, ne. To pa kakor doktorica pravi, ne. Zdaj pa v to drugo fazo je pa težko, ker je polno časa porabi šport, polno časa porabi. In če greš na zelo agresivne športe, recimo kakor teči, ne, tudi teči ne moreš 6-krat na teden, ker si boš pa kolena uničil, ne. Ampak hoditi pa tudi ne moreš vsak dan, da boš zdaj hodil 3 ure vsak dan, ne. Pač izgubiš pri službi ali pa pri družini. In iskati te kompromise, pač je ta izziv. Ja, zaenkrat imam še vsak dan, izgubim vsaj 15 minut na dan samo z izračuni, z dnevnim planom, kaj bom pojedel, kako bom pojedel. Ne ukvarjam se dosti s tem, kaj bom pojedel, ampak koliko kalorij bo imel ta obrok, ne. In potem po svojem občutku pač ga prilagajam, kaj bom jedel, da nisem preveč robot, ne. Če mi paše jesti danes burek, bom jedel tudi burek. Ja, zdaj trenutno delam samo športe, ki imajo veliko porabo kalorij. Da lahko več pojem, ne. In pač ja, kakor sem omenil, tečem. Kadar ne morem teči oziroma kadar mi osebni trener že čisto ponori in mi zagrozi, da bom pač invalid čez 2 leti, če bom tako delal naprej, začnem hoditi par dni. In kar mi zelo, zelo paše, dejansko uživam v tem, ne. Največji problem je v tem, da lepo mi je, ne. In res uživam in paše mi iti vsak dan na fitnes, ne. In potem spet me dobesedno zapoditi, da zdaj pa ne smeš priti 2 dni, ker ti ne bojo mišice rasle in se boš poškodoval. Tako da ja, poskušam teči 4-krat na teden in 4-krat na teden poskušam iti na fitnes. Matjaž je izjemno dobro povedal v bistvu, kaj je problem, a ne. Prva stvar, ki je bila, lotil se je hujšanja, poslušal nasvete množice, interneta in tako naprej in mu najprej to ni šlo, a ne. To je prva stvar, ki je pomembna. Druga stvar, ki jo je poudaril, je uravnotežena prehrana. Šele takrat, ko je v bistvu upošteval načela uravnotežene prehrane, takrat je dejansko začel izgubljati telesno maso. Tretja stvar, ki se mi je zdela pa zdaj v njegovi zgodbi izjemno pomembna, a ne, je pa ta preokupacija. Preokupacija v bistvu s tem, koliko kalorij zaužije, preokupacija s tem, koliko telovadi, koliko dela, a ne. Osebe, ki shujšajo, sploh tiste, ki shujšajo oziroma izgubijo veliko količino kilogramov, pravzaprav so ves čas preokupirane s tem. Druga stvar, ki je izjemno pomembna, zelo veliko dajemo na telesno aktivnost pri sami izgubi telesne mase. Telesna aktivnost za samo izgubo telesne mase ni toliko pomembna, je bolj za vzdrževanje telesne mase, a ne. Veliko ljudi pride v naše ambulante in reče, saj jaz bi lahko shujšal, če bi bil telesno aktiven. Ampak ljudje začnejo
v bistvu to telesno aktivnost poveličevati do te mere, da lahko pride do poškodb. In dokazano je že, študije so pokazale, da tudi preveč telesne aktivnosti škodi, na kar seveda Matjaža opozarja tudi njegov trener, kar je prav. Tretja stvar, ki v bistvu ljudje delajo, je, da imajo samo eno vrsto telesne aktivnosti. Ena vrsta telesne aktivnosti ne omogoča učinkovitega hujšanja oziroma učinkovite izgube telesne mase. Tukaj je zelo pomembno, da za izgubo telesne mase vključujemo tudi v bistvu aerobno aktivnost, se pravi neko hojo, neko kardiovadbo, karkoli takega, kar nam srčni utrip pospeši na recimo tam 60-70% pričakovanega srčnega utripa oziroma našega maksimalnega, ker maščoba dejansko gre oziroma se pač topi, da tako rečem, pri aerobni telesni aktivnosti. Druga težava, ki pa potem nastane, je pa v bistvu ta izgradnja mišične mase, ki je seveda izjemno pomembna, iz dveh razlogov. Prva je, da malo poveča porabo bazalne energije, se pravi, mišice so v bazalnem delu oziroma v mirovanju bolj aktivne kot maščoba in hkrati zaradi tega, da vzdržujemo pač zdrave procese v telesu, so pač mišice izjemno pomembne. In vse to je v bistvu zelo lepo izpostavil pač Matjaž. Ampak kako se pa tega lotiti, je pa tukaj en velik problem. On je povedal, da v bistvu vsak dan porabi 15 minut za preračunavanje kalorij, kar je seveda v bistvu kar veliko, in pa seveda preokupacija s telesno aktivnostjo. Ena odvisnost je zamenjana z drugo odvisnostjo, ki je seveda bistveno bolj zdrava kot recimo pač prigrizki, ampak ne pa nujno neškodljiva. Ampak vsi ljudje pa tega ne zmorejo. Imamo posameznike, ki seveda so lahko zelo aktivni, posebno so to tisti, ki so mlajši, večinoma. Medtem ko osebe, ki so pa recimo stare 50 plus, pa takega tempa življenja ne zmorejo več. In to spet potem poglablja krivdo. Se pravi, krivdo, stigmo, samoobsojanje. Tako da zelo pomembno, meni se zdi zelo pomembno, da govorimo o tej temi, da v bistvu ljudje dobijo neko podporo, da dobijo neko razumevanje. Ključna je uravnotežena prehrana. To je pomembno iz več vidikov. Prvi je zaradi tega, da zagotovimo telesu vsa hranila. To pomeni, da ne priporočamo ketonskih diet, ne priporočamo proteinskih diet, ne priporočamo diet z različnimi kombinacijami, kot so recimo ločevalna dieta in tako naprej. Ampak priporočamo prehrano po principu zdravega krožnika, mogoče je to najlažje, zato ker si tako najlažje predstavljamo. Se pravi, krožnik, ki naj bi predstavljal velikost naših 4 pesti, približno se izpolni z 1/4 ogljikovih hidratov, 1/4 beljakovin in 2/4 zelenjave. V beljakovinah so navadno tudi maščobe, ki jih potrebujemo, lahko jih seveda dodamo tudi na solato v obliki olivnega olja in tako naprej. Tako da v bistvu tukaj noter je zajeto vse. Zelo pomembno je, da vsak obrok vsebuje beljakovine. To je izjemnega pomena, prvič zaradi tega, ker nas veliko bolje nasiti, in drugič zaradi tega, da telesu zagotovimo beljakovine za delovanje. Zato je dobro, da v bistvu gradimo okrog beljakovin, da tako rečemo. Da najprej pomislimo, kaj bomo beljakovinskega pojedli. Potem so tukaj seveda vlaknine v obliki zelenjave, ki nas nasitijo, ki nam zapolnijo želodec, zaradi vlaknin lahko pojemo malo manj, hkrati pa niso kalorijsko bogate. Kar pomeni, da na ta način že avtomatično zaužijemo manj kalorij. In seveda ogljikovi hidrati, ki naj bi bili kompleksni, vplivajo na izločanje inzulina, glukagona, in na ta način stabilizacijo tudi krvnega sladkorja, na stabilizacijo hormonov. Inzulin je hormon, ki telesu sporoča, da naj takrat izgrajuje maščobe, in v bistvu, če so vrednosti oziroma če so nivoji inzulina zelo visoki, lahko pride do tega, da paradoksno pravzaprav kopičimo maščobo. In zato je zelo pomembno, da jemo te kompleksne ogljikove hidrate in da teh ogljikovih hidratov spet ni, za cel krožnik.
Druga stvar, ki je zelo pomembna, smo rekli, je pač gibanje, ampak mogoče pred gibanjem še ta rednost prehrane, a ne. Redna prehrana se je izkazala za signal telesu, da bo pač ves čas zagotovljeno z energijo. In tista rednost prehrane, se pravi, da je ves čas ob približno nekem času obrok, a ne, telo dojema kot varnost. In pričakuje takrat hrano, ne, takrat postanemo tudi potem lačni, recimo pogosto in tako naprej, a ne. In v bistvu, ko telo začuti, da ima to varnost, a ne, malo manj kopiči maščobe. Potem je tukaj seveda hidracija, ne, tekočine. Tekočine so zelo pomembne za izgubo telesne mase. V obliki vode seveda priporočamo, ne sladkanih čajev, se pravi, da ne vnašamo dodatnih kalorij z pijačo, to je izjemnega pomena, a ne. In pa potem en steber, ki ga pogosto izpustimo, je spanje. Spanec, se pravi, in zadostna količina in dobra kvaliteta sta pomembna s stališča izgube telesne mase, zato ker se v bistvu veliko telesne maščobe izgubi preko noči. Hkrati pa v bistvu se hormoni uravnotežijo v noči in tisti, ki spijo premalo ali pa prekinjeno, tisti recimo glede na študije pojejo od 200 do 500 kalorij več samo zaradi pomanjkanja spanca. Viva podcast. Ja, najbolj me fascinira pač ta moja kondicija, ne, ker pač cel čas sem imel to fiksno idejo, ne, da zato, ko nosim teh 40-50 kil preveč, ne, 40, da imam mišice zelo razvite, da imam v bistvu že sam po sebi že ogromno moč in kondicijo, da hočem tudi to obdržati, to moč, ne. In tu mi je dejansko uspelo, ne, kakor smo se merili na Centru za krepitev zdravja, na to vago, ki ne vem imena. V bistvu od začetka hujšanja pa potem do konca sem izgubil samo 200 gramov mišic, kar je nekako zelo, zelo v redu, no. In občutki so bili in so nenormalno dobri, ker dejansko sam imunski sistem pač do teh okužb, do prehladov, do grip, tega kakor da ne obstaja več. To zimo sploh nisem bil nič prehlajen, nič katarja, nič. In se pravi, fasciniralo me je pač to, da lahko tečem, ne, navadil sem se nazaj teči, ne. Prej, še leto pa pol nazaj, 20 metrov teka pač enostavno nisem mogel, ne, enostavno nisem znal. Zdaj grem lahko, evo, čez 15 minut, da lahko teči 15 kilometrov in bom prišel nazaj in bom rekel, ajde, 10 minut se malo usedem, bom spil eno kavico in čisto lahko to grem ven v mesto in ne bom občutil nobenih bolečin, težkih nog ali pa kaj takšnega. Evo, tu mi je največji pokazatelj. Pa za roke sem imel pa vzdigovanje pač na bradljo, ne. Prvič, ko sem se obesil nanjo, sem mislil, da mi bo spahnilo ramena ven, ne. Zdaj se pa lahko že 10-krat vzdignem in tu lahko ponovim 6-7-krat to serijo vaj, ne. Tu so moji glavni pokazatelji in ta glavna razlika, ko je. Dejansko jaz se vidim sam sebe kakor enega narkomana, ne, kateri je bil odvisen od nečesa in zato je imel določene težave oziroma posledice. In zdaj se pač moram držati stran od tega, ne. Ampak tudi to novo življenje mi je ful lepo. Ful mi je fajn vstati ob 5 zjutraj in iti na fitnes. Tam sem srečal polno ljudi, kateri so isto naredili spremembo, tako kot jih nisem videl morda že v srednje šole. In enostavno dobil sem novo družbo, ne. In isto se tam družimo, samo da prej sem hodil spat v polnoči, zdaj pa hodim ob 9, ne. Ura spanca, v bistvu ure spanca so se mi skrajšale, ampak občutek pa imam, da dosti globlje spim in da sem bistveno bolj spočit po spanju.
kakršnakoli količina telesne maščobe, ki jo izgubimo, je seveda absolutno pozitivna za naše zdravje. Zdrav tempo, recimo rečemo, da je tudi vzdržen, je nekje od 0,5 do 1 kilogram na teden, recimo. Nekateri sploh na začetku, ko imajo izhodiščno telesno maso malo višjo, lahko izgubijo tudi malo več, no. Je pa izjemno pomembno, da se tega lotimo strukturirano. Pogosto namreč pride do tega, da ljudje zelo hitro spremenijo način prehranjevanja in se lotijo nekih diet, ker mislijo, da je pač to kratkotrajno. Tako da je pomembno, da v bistvu postopoma znižujemo obroke. Jaz ponavadi svojim bolnikom rečem, da naj na začetku jejo tako, kot so pač jedli, naj bojo sicer pozorni na to, kar pojejo, ampak da naj pa recimo vzamejo petino ali pa recimo tretjino iz krožnika, pa si pustijo recimo za malico ali pa za kasneje, zato da v bistvu pri enem obroku izgubijo telesno maso. Tako da začnemo z nekimi majhnimi spremembami. Koliko telesne maščobe, kot rečeno, pač vsak gram telesne maščobe, ki ga izgubimo, ki je pač bila prekomerna, je koristna za zdravje. Je pa res, da v bistvu več kot izgubimo, bolj je to vidno. Se pravi, če izgubimo recimo 5% izhodiščne telesne mase, se izboljša recimo presnova sladkorja, če izgubimo 10%, se izboljša urejenost pritiska, se izboljša malo tudi ta zamaščenost jeter lahko, če izgubimo več kot 15%, se izboljša v bistvu delovanje naših organov, ki jih je prej recimo obdajala telesna maščoba oziroma nakopičena maščoba. Seveda pomembno je tudi, kje je ta telesna maščoba nakopičena. Eno kopičenje je recimo tako imenovano visceralno kopičenje oziroma to je ta trebušna maščoba. Nekateri ljudje imajo izrazito kopičenje okoli trebuha oziroma v tem področju organov, in ta maščoba je metabolno oziroma presnovno aktivna in ta je v bistvu najbolj škodljiva. Zato si želimo, da največji del telesne maščobe izgubimo na tem področju. Potem imamo tako imenovano subkutano maščobo, ki je malo manj problematična. To sicer bolj ženske kopičijo, in pa tako imenovano pač periferno nabiranje, roke, noge recimo, ta je v bistvu presnovno najmanj aktivna, Dejansko v bistvu se lahko pokažejo rezultati zelo hitro, tako bom rekla. Matjaž je super naredil, ker je vključil tudi telesno aktivnost in je ves čas ohranjal mišično maso, tako da se je res pokazalo, da je mišic izgubil relativno malo, pri vsaki izgubi telesne mase namreč izgubimo del mišic, sploh če jih ne gradimo. Tako da je tukaj zelo veliko naredil in je verjetno ta maščoba, ki jo je izgubil, verjetno bila na račun te tako imenovane visceralne oziroma trebušne maščobe, ki je izboljšala delovanje organov, se pravi delovanje jeter, izboljšala je spanje, to se mi zdi zelo pomembno, ker je omenil, izboljšal je spanje veliko oseb s prekomerno telesno maso, ima motnje dihanja v spanju, pa se seveda tega niti ne zavedajo, in spijo bolj plitvo, lahko jim pade kisik preko noči in se zato v resnici zbujajo neprespani, kljub temu, da so spali mogoče dovolj ur, Potem seveda delovanje prebavnega sistema, ko v bistvu izgubimo telesne mase, se izboljšajo prebavila, se v bistvu izboljša absorpcija hranil, tako da dejansko pride do izboljšanja celotne presnove. Hormoni se nekoliko uravnotežijo, tako da je lahko relativno hitro opazimo spremembe. Seveda je pa pomembno tudi to, koliko smo mi sami na sebe pozorni, osredotočeni, kako zaznavamo svoje spremembe, Nekateri recimo rečejo, da že pri 2 kilogramih, ki jih pridobijo ali izgubijo, se počutijo bistveno boljše, Nekateri pa to spremembo občutijo recimo pri 20 kilogramih. Ja, pot je trajala glih 1 leto, od februarja do februarja, tako da zdaj sem že krepko v vzdrževalni fazi. Kaj bi predlagal ljudem? Ja, počasi, kakor je rekla zdravnica, točno tako. Počasi, korak po koraku,
za hujšanje ne hodijo v fitness, ker je totalno brez veze hoditi v fitness, hujšati. V fitness se hodi delati mišično maso, ne se sprehajajo, ne si ne postavijo prevelikih ciljev. In ko dosežejo ta cilj, ne ga vzdržavajo nekaj tednov in pol ne si ga povečajo. In za podobno misleče ljudi, kot sem jaz, je tu skoraj edini način možen. Čim prej bi se lotil ChatGPT-ja in čim prej bi se navadil kalkulirati kalorije in se fokusiral čim prej 100% tu, ker brez fokusa, brez da rataš obseden, ti to ne bo ratelo, sorry. Lahko se tukaj slepimo, kakor se hočemo, pač je en velik premik v življenju enega človeka in potreben je absoluten cel fokus. In prej bi se mogel tu, no. Pač uspe pa ti parkrat v življenju, jaz dvomim, da ti tu lahko uspe. Se more, 101 stvar se more poklopiti, da se boš lotil tako drastično spremembo, ne. Pač cilj je zmanjšati to obsedenost, cilj je ugotoviti, koliko je minimalno potrebno, da vzdržujem to težo, ampak še bolj kot ta teža, to kondicijo, tam je bolj fascinantna kakor teža, ker tega mi je najbolj škoda. Ko vem, koliko sem se potrudil, da imam zdaj to moč in to kondicijo, tega mi je dejansko bolj škoda, kakor tega mojega špeha, ne. Rajš dobim špeh nazaj, pa da obdržim to kondicijo, samo itak to ni mogoče, ne. Evo, tu so zdaj plani, kako to obdržati, tu so cilji, to bomo pa videli. V bistvu opažamo, da dejansko so lahko zelo koristna orodja, ta umetna inteligenca, zato ker se lahko fokusira na posameznika, a ne. Lahko v bistvu upošteva posameznikove želje in prilagodi jedilnike ali pa telesno aktivnost glede na samega posameznika, ne. Ampak je pa to seveda umetna inteligenca, ki človeka ne pozna, v resnici ne pozna njegovih zmogljivosti, a ne, in lahko s tega stališča recimo svetuje, ne vem, preveč, premalo, ne, lahko posameznik ne opiše svojih telesnih omejitev, recimo svojih bolezni, ki jih je bodisi prebolel ali pa ni prebolel, a ne. Tako da meni se zdi pomembno, da ko imamo prekomerno telesno maso, da spregovorimo o tem z zdravniki, no. Kljub vsemu, danes zdravniki vemo, da je debelost bolezen, bolezensko stanje samo po sebi, in lahko potem mogoče smo pozorni na to, kakšne pristope svetujemo. Seveda absolutno za nekoga je lahko ChatGPT super zadeva, a ne. Oziroma neka umetna inteligenca. Ogromno sploh mlajših uporablja te različne aplikacije za sledenje kalorijam, recimo, a ne. In se tudi tam prilagoditve naredijo, ne. Lahko izboljšajo svojo prehrano z minimalnimi spremembami s pomočjo umetne inteligence, a ne. Tako da za nekatere je seveda to super, ne. Ne pa za vse. ChatGPT ne ve vsega, niti nima vseh najnovejših podatkov. Pomembno je, a gre tukaj za, ne vem, plačljivo ali neplačljivo različico, a ne. Plačljiva različica se bolje uči, medtem ko neplačljiva se ne, a ne. Tako da v bistvu je veliko takih omejitev, ki pač je ravno tako dobro poznati kot pri vseh ostalih stvareh, se pravi pri izgubi telesne mase, prehrano, a ne, pač svoje omejitve in tako naprej. Jaz bi rekla, da se mi zdi pomembno, da z zdravnikom spregovorijo, predvsem tudi zaradi ciljev, a ne, kakšen je v bistvu cilj izgube telesne mase. Mogoče tudi zato, ker imajo nekateri pričakovanja prevelika, pa jim zdravniki lahko povemo, da so mogoče to ni tako priporočljivo, recimo. Pa pomembno je, da spremljamo, da v bistvu jih usmerjamo. Izkazalo se je, da osebe, ki jih zdravniki spremljajo, dlje časa vzdržujejo, to je pač glede na študije, a ne, dlje časa vzdržujejo izgubljeno telesno maso, tudi dlje časa jo izgubljajo. In pa seveda po potrebi, da lahko predpišemo zdravila, kadar je to potrebno, ko so pač neke omejitve, da preverimo neke markerje, a ne, se pravi neke označevalce prehranjenosti ali pa različnih bolezni.
Tudi če uporabljamo pač ChatGPT, se mi zdi pomembno, da seznanimo zdravnika oziroma medicinsko osebje, da izgubljamo telesno maso, bom rekla pod nadzorom. No. Ljudi, ki se srečujejo z debelostjo, ne smemo več obsojati. Niso v bistvu sami krivi za to, da so pridobili telesno maso. Na to je vplivalo ogromno okoliščin in zdi se mi prvi korak, da začnemo res o tem govoriti in da spodbujamo to strpnost, da spodbujamo razumevanje, da spodbujamo odprtost in da spodbujamo to, da o tem govorimo. Viva podcast. Premagovanje debelosti torej ni le stvar volje, ampak znanja, vztrajnosti in strokovne podpore. Podcast sem pripravila Mateja Jordan, režija Boštjan Colarič. Vsebino je podprla družba Novo Nordisk.